temu enostavno ne zadošča. Recimo, obstaja še ena skupina, s katero sem se velikokrat srečala in ugotovila, da nekako lahko dam v isti koš, naprimer Romi, in sicer ena specifičen vidik položaja Romov, nekaj nasplošno. Pred 30 leti so romske otroke sistematično pošiljali v posebne šole. Danes to ni več tako sistematično in večkrat bolj sporadično, ampak še vseeno ima vsak romski otrok približno 8-krat več možnosti, da pristane v posebni šoli v primerjavi z neromskim otrokom, kar seveda zmanjša, bi lahko rekli, raven kršitve, torej nek obseg kršitve, ampak je pa nedvomno pred 30 leti, torej nekako takrat, ko smo mi odraščali, bilo to sistematično početje države. In zdaj, če pogledamo, ko sem se recimo usedla z enim od takih otrok, ki je bil pač danes odrasel človek, polno sposoben, razgledan, pameten, hiter v svojem mišljenju in vse stranskem delovanju, ampak je seveda šel v posebno šolo, kot vsi njegovi vrstniki. Takrat sem gledala, kaj se spravo dan narediti. On ima odločbo o kategorizaciji mladostnika, torej o tem, s katero so ga postavili v posebno šolo. Vsi roki so seveda že davno potekali, 30 let nazaj, za kakršne bolj pritožbe. Še več, njihovi starši so se ponavadi strinjali s tem, da gredo otroci v posebno šolo, ker so mislili, da jim bo tako lažje, da bodo običajne šole tako in tako ne bodo zmogli in tako naprej. Skratka, v tistem trenutku nobenega pogoja za kakršnokoli odškodnino ni bilo mogoče izpolniti. Zdaj pa, če 30 let kasneje pogledamo, v kakšnem položaju so si ti otroci, ki so šli pač neupravičeno v posebno šolo, pustimo zdaj malo v strani, vsi ostali pa so upravičeno tam, ker vemo, da je to debata zase, ampak zdaj za voljo argumenta bi želela pač to speljati do konca. Skratka, 30 let kasneje zagotovo vidimo posledice, še danes posledice tega, da so otroci hodili v to posebno šolo. Skratka, lahko se upišeš po koncu posebne šole samo na 2 srednji šoli, tako in tako ne moraš nadaljevati in še danes imaš to odločbo o kategorizaciji mladostnika kot nekoga, v kateri v bistvu piše, če berete dikcijo tistega časa, da je duševno in telesno zaostal. Vemo pa, da so otroke velikokrat posebno rešili zato, ne iz nekih umskih razlogov, ampak dejansko iz nekih socialnih razlogov, morda imajo slabše prilagojenosti na okolje, morda znanje slovenskega jezika in tako naprej. Skratka, ena cela generacija ali pa več generacij, bi lahko rekli, ljudi, ki so zagotovo prikrajšani v svojem življenju zaradi neke sistemske diskriminacije strani države in oni po nobeni zakonodaji danes ne morejo uveljavljati odškodnine za to situacijo, v kateri so. Tako da mislim, da ko te primere množične pregledamo, v bistvu ugotovimo, da pravo na njih sploh odgovarja. Tako da dejansko je že tukaj problem. Seveda je naše pravo zelo izdelano, nasplošno rečeno, prenormirana družba v bistvu. Živimo v prenormirani družbi, na vsakem koraku nas nekaj omejuje in so neki postopki in pogoji in tako naprej. Ampak pri nekih bistvenih stvareh, ki iz lastnem področju uveljavljanja odgovornosti, pa se mi zdi, da imamo luknje, ne samo zakonodajne, tudi v sodni praksi in da je tukaj seveda možno marsikaj še narediti. Zdaj vprašanje je bilo tudi naslovljeno nekako, ali naj pač plačuje država kot celota, kaj pa tisti posamezniki, ki recimo določene kršitve zagrešijo, se jih domislijo, ne nazadnje, se je vedno nek mastermind za vsako tovrstno stvarjo. Zdaj vprašanje, kaj s tem? Zdaj načeloma sem jaz seveda zelo navdušena nad osebno odgovornost, zdi se mi ključno, seveda so posamezniki tisti, ki kreirajo politike in sprejemajo odločitve, ampak mislim, da v določenih primerih, zdaj tega nisem toliko daleč šla, da bi zdaj imeli odgovor na vsa vprašanja, ampak v določenih primerih pa se mi zdi, da bi bilo obsojati samo določene posameznike, recimo ali na odškodnino ali recimo na kazensko odgovornost, tudi neke vrste skregano z realnostjo. Skratka, da ne bi ustrezalo temu, kar se resnično dogaja. Pa če vzamemo izbris, ki ga seveda tudi sama najbolj poznam, točno vemo, da seveda je bilo verjetno na začetku nekaj ljudi, ki so se celo stvar dogovorili ali pa ki je tako samoumevna, da se jim še dogovoriti ni treba, tega v bistvu še danes ne vemo. Ampak če pomislimo politike izključevanja izbrisanih in te neprestane stigmatizacije, so se praktično dogajale, kako bi rekli, 20 let, oziroma jaz bi rekla, da se še danes dogajajo, vsaj na določeni ravni. In
Mislim, da bi se vsi skupaj slepili, če bi s prstom kazali samo na tiste 3 posameznike, ki zagotovo sicer nosijo svoj del odgovornosti, pri vsem skupaj, velik del, absolutno, ampak mislim, da bi se slepili, če bi s prstom kazali samo na njih. Torej, konkretno na ministra takratnega, predsednika vlade takratnega in pa državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, ki je vestno izpolnjeval ukaze in izpeljal celo zadevo centralizirano in zelo metikulozno, da je bila, se istočasno zgodila po celi državi na enak način in tako naprej. Namreč dejstvo je, da so cele generacije prebivalstva v Sloveniji podpirale to politiko, volile stranke, ki so podpirale izključevanje izbrisanih, da so cele armade uradnikov na upravnih enotah brisali ljudi, da so celi rajoni policistov izganjali ljudi iz države. Skratka, tukaj je toliko enih posameznikov, ki so odgovorni vsak za svoj mali delček v tej celotni zgodbi, da mislim, da bi zgrešili bistvo, če bi s prstom kazali samo na 3 ljudi. To je sistem, s čemer se znova nočem, če rečem sistem, znova ne pomeni to, da posameznike izključujemo odgovornosti. Zdaj pa sistem kriv, posamezniki pa niso nič krivi, bogi reveži, so bili sam del tega sistema. Ampak hočem povedati, da je to celoten sistem skupine posameznikov, oziroma kar neke družbe, bi rekla, pri katerem vsak prispeva svoj delček k nekemu skupnemu cilju, ki je bil pač, če se spomnite, tistih prvih let po osamosvojitvi precej jasen. Rasizem je bil zelo močno izražen, nacionalizem izjemno močno, gonja proti ljudem, ki so za državljanstvo zaprošali in tako naprej. Skratka, neka vseobsegajoče prepričanje o tem, kaj je prav in kaj pa si z njim mi Slovenci zaslužimo in tako naprej. Tako da jaz bila tukaj previdna, zagotovo sem za individualno odgovornost, vendar pa ne v primerih, ko to potem ekskulpira družbo kot celoto, ki pa je pri tem leta in leta asistirala. Tukaj rada potegnem vzporednice z nacistično Nemčijo, da bi želela primerjati zločine med sabo, ker popolnoma vemo, da absolutno niso primerljivi, vendar pa so neke logike delovanja, torej skupnosti kot celote, ki služi nekemu cilju, so tukaj zelo podobni. Mislim, da tukaj neke podobne mehanizme delovanja skupnosti kot take lahko prepoznamo, tudi ko primerjamo te sicer zelo različne družbe med sabo. Pa sem že porabila svoje. Potem se bom pa kaj ostala. Hvala, Neža. Bi nadaljevala z dr. Mežnar. Mogoče kot podvprašanje, znotraj katerega lahko nadaljuješ, ali pa mogoče bi me zelo zanimalo to, kar je Neža govorila o teh zastaralnih rokih. Predvsem bi me zanimalo, ali je res to, da sodišča pri nas ne morejo uporabiti kakšnih bolj splošnih načel. Ne vem, koliko publika ve, ampak obligacijski zakonik je seveda konkretiziran, ima zastaralne roke in tako naprej, vendar uvodoma ima pa tudi načela, iz katerih ali pa na katerih temelji ta zakonik. In eno od načel je recimo načelo vestnosti in poštenja. Potem je eno od načel v pravu tudi načelo prepovedi zlorabe pravice in tako dalje. Zakaj se v Sloveniji nikoli to recimo ne uporablja? Ali bi bilo to preveč? In tako dalje. Skratka, lahko kjerkoli začneš, ampak to je recimo moja odgovornost. Hvala. Ni res, da se načelo vestnosti in poštenja nikoli ne uporabi. Celo drugače bi rekla, se mi zdi, da v zadnjem času je postala njegova uporaba vedno bolj pogosta, tudi pred Vrhovnim sodiščem. Ne glede na to, da sem tudi sama kritična do te sodbe Vrhovnega, ki je odrekla varstvo izbrisanim in mislim, da ni pravilna, pa pri tem ne mislim, da sodniki odškodninsko odgovarjajo za to odločitev ali kakokoli drugače odgovarjajo. Ne glede na to je treba pohvaliti, se mi zdi, tendenco, ki se v zadnjem času tudi v sodni praksi pojavlja, da vedno več, vsaj v obligacijskem pravu, uporabljajo splošna načela in sklicevanjem nanja, ki so hkrati tudi ponavadi moralna načela, skušajo nekako derogirati ali pa popravljati individualne dogovore, ki znajo biti nepravični. Tako da to je nek trend, da bomo vedno negativni, ki ga opažam in ki je vreden pozornosti in ga je treba pač podpreti. Če se vrnem zdaj k izbrisanim, ker je zanimiv primer tudi civilistično, naj rečem, da se sama strinjam z kritičnimi mislimi, ki so bile izrečene ob izidu te sodbe. In ker ste me vprašala po zastaralnih rokih, drži ključni razlog, zaradi katerega je Vrhovno sodišče
se pridružilo stališču nižjih, pa ne povsem, ker stališče nižjih je bilo pravzaprav bolj dobrohotno do nekaterih zahtevkov. To je že treba povedati, tako da tudi, ko govorimo o sodstvu, včasih ni prav, da govorimo o sodstvu kot o celoti. Prepogosto se pozablja, da mogoče na prvi ali pa drugi stopnji je bilo sodišče bolj naklonjeno oškodovancem, pa se je to stališče bolj spremenilo na zadnji stopnji. Skratka, ključni razlog za odločitev vrhovnega, ki je v konce odreklo, kot rečeno, odškodninsko odgovornost ali pa pravno varstvo, kar se tiče civilne odgovornosti države za nastalo škodo izbrisanjem, je bil v tem, da ne bi potekel zastaralni rok. Strogo formalno gledano je verjetno odločitev sodišča, bi lahko rekla tudi, ne moram reči pravilna, ampak se je da utemeljiti tako, kot je to storilo vrhovno sodišče. Seveda pa v pravu vedno obstaja več možnih interpretacij. To je tisto, kar nekateri pripravo sovražijo, drugi pa imamo radi. Jaz konkretno imam rada to pripravo, ker je tudi ustvarjalno. In samo to nam daje možnost tudi, da je pravično. Če bi bilo pravo nek program, potem bi bilo nujno v neki situaciji nepravično. Mislim, da bi vrhovno sodišče lahko tudi drugače razlagalo zakon in bi se lahko postavilo na stališče, teh argumentov možnih bi bilo več, da zastaralni roki še niso potekli. Pa če začnemo od zadaj, meni se zdi že sam rezultat, ki pripelje do tega, da so zastaralni roki potekli za tako široko skupino ljudi, absolutno nesprejemljiv. Potem je nekaj narobe s tako ureditvijo, ki pač nikomur v tej državi ne omogoča uveljavljati odškodnine, češ da je zastarana. Dalo bi se recimo pač drugače določiti trenutek, od katerega je zastaralni rok začel teči. Dalo bi se seveda tudi reči, da se država ne more sklicevati na zastaralni rok takrat, kadar bi to pomenilo zlorabo neke njene pravice, ker je jasno, da v situaciji, ko ti nimaš nobenega upanja na to, da ti bo kdo odškodnino dal, ker ti še tiste osnovne pravice ne dajo, na katero je odškodnina vezana, ne moreš pričakovati, da bo v taki situaciji kdorkoli odškodninski zahtev vložil z upanjem na uspeh. In reči za nazaj, da je pa vendarle zastaralni rok začel teči prvo z odločbo ustavnega, kakorkoli je v resnici absurdno. In mislim, da bi se dalo ob sklicevanju na splošna načela postaviti drugačen tek zastaralnega roka in priti do drugačne odločitve. Ampak to terja prvič pogum, terja ogromno političnega poguma v situaciji, v kateri smo, in terja tudi veliko pravzaprav ustvarjalnosti pri razlagi pravnih pravil. K temu pa ljudje že po naravi nismo nagnjeni, bolj smo nagnjeni k nekim utečenim vzorcem razmišljanja in poenostavljanja, pa taki razlagi prava, ki je skladna z obstoječimi pravili in sodno prakso. Tako da v tem smislu razumem to stališče vrhovnega sodišča. Mislim pa tudi, da bo mogoče prišel trenutek, ko bo lahko cel sodni sistem, zlasti pa vrhovno sodišče, tudi korigiralo to svojo odločitev. Kaj se zna zgoditi? Zna se zgoditi, da s temi shemami, ki jih država obljublja, ne bo kaj dosti, mislim, da je to zelo realna opcija, da bo tista ponudba, ki bo prišla strani države za večino izbrisanih, ne bo sprejemljiva in da bo tam v tistem zakonu, ki bo to urejal, neka klauzula, da okolikor pač z državo ne bo možno doseči dogovora, da pač izbrisani imajo še vedno sodno pot. No, tu bo pa potem druga priložnost za sodišča. In jaz upam, da jo bojo izkoristila in zdaj spet omenim eno možnost, za katero se sicer kot pravnica zavzemam, tu bi bila potem možnost tudi mogoče kaznovanja odškodnine. Se pravi, določati neke višje odškodnine, kot so tiste, ki bi šle na podlagi utečene sodne prakse, ravno zaradi tega, ker je prišlo do škode z nekim naklepnim ravnanjem, naklepnim odlašanjem, ampak mogoče je to debata že kdaj drugič. Sicer pa ne nasplošno rečem še o civilni odgovornosti države, mogoče to. Ne vem, če bi se čisto strinjala s tem, da je problem v obligacijskem zakoniku. Mislim, da obligacijski zakonik je prav sodoben ali pa omogoča čisto dovolj podlag tudi za ugotovitev, kdaj je država ali pa njen organ ravnal protipravno in je na tej podlagi potrebno škodo povrniti. Je pa dejstvo, da je večina primerov, o katerih smo zdaj govorili, ta kolektivni spor pred delovnimi sodišči izbrisani, to so izjemno zakomplicirane situacije, to si moramo priznati z več vidikov in tudi civilno-pravno je to izjemno težko dokazovati odgovornost države. Če pogledamo mogoče bolj hecen primer, ali so poslanci državnega zbora civilno odgovorni za škodo, ki je nastala upokojencem, kar določeno obdobje niso bili upravičeni do odškodnin na račun ZUJF-a. Težko bi to dokazali v praksi, ker bi morali
poslancem državnega zbora, tako kot komorkoli izmed nas, ki bi se znašel na drugi strani in bi bil tožen za povrnitev škode, dokazati, da so ravnali protipravno. To je prva stvar. Treba je biti namreč konkretni, ko pridemo do konkretnih vprašanj, raje razmišljam konkretno, praktično. Kako boste dokazali poslancu, da je ravnal protipravno? Lahko si predstavljam dober dokaz, če imate nekaj takega, kot si ti preumena. Nekoga, ki ve, da ravna v nasprotju z ustavo, pa vsem pritisne tipko. Če izključimo to možnost, takih dokazov ne bi imeli na voljo, bomo imeli tam cel kup gradiv, iz katerih bodo izhajala verjetno neka opozorila, da je predlagan ZUJF je protiustavn, in po drugi strani bomo gotovo našli med njimi tudi neka mnenja, nekih služb, vladnih, državno-zborskih, kakršnih koli že pač, iz katerih bo izhajali, bodi si to, da predlagani zakon ni protiustavn, ali pa da ne moramo izključiti možnosti, da je protiustavn. V taki situaciji boste zelo težko dokazali, da je posamezen poslanec ravnal naklepno, tega itak ne bomo mogli dokazati, pa težko mu bomo dokazali malomarnost oziroma kršitev nekega predpisa. Vsaj sama mislim, da bo to dokazovanje bilo izjemno težko. Še posebej v sedanji situaciji, ko vidite, da je tudi odločitev ustavnega sodišča pravzaprav nepredvidljiva. Kako boste nekomu očitali, da je ravnal protiustavno, če je trenutno, mislim, da lahko se vsi strinjamo, zelo težko predvideti, ali bo ustavno sodišče nek zakon ali pa odločanje o referendumu razglasilo za ustavnega pa protiustavnega, pa imamo pravko z identično situacijo. Tako da jaz mislim, da te problemi, če me zdaj že vprašate, niso rešljivi z vidika civilnega prava, oziroma sploh ni primarno civilno pravo tisto, ki bi moralo reševati. Žal mi je, da je tak odgovor, ampak mislim, da je to življenjsko, treba povedati. Ne upati na uspeh v kakšne odškodninske pravde zoper poslance. Si ne predstavljam, da bi prav z lahkoto našli koga, ki so še uspešno zastopili. Pa tudi nismo nobena posebnost gledano širše. Tako da tu ne morem reči, da je naša država v kakšni hujši krizi kot sicer država. Hvala. Zdaj bi pa prosila še doktorico Kovačevo, da še nas ona razočara v tem, koliko smo morali upraviti. Hvala. Lepo pozdravljamo vsi skupaj. Jaz bi rada predvsem dve točki izpostavila, se pravi na tej relaciji oziroma se specifiko za osredotočanje